Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Piji, ki z iskricami v očeh zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala, Pija. In tokratni pravljici bomo spoznali deklico, ki doživi dan, ko ji gre skoraj vse narobe. A na srečo njena mamica pozna rešitev za tako nesrečen dan. Le kako je mamici uspelo narisati nasmeh na obraz svojih hčeri? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Pijo z naslovom Čudežna moč knjige. Včasih, ko se vračam iz šole, si ne morem pomagati, da v mislih ne bi premlevala neprijetnih trenutkov tistega dne. Danes zjutraj je deževalo in bila sem čisto premočena. Izgubila sem svojo najljubšo lasnico. Med odmorom sem padla. Vsebina stekleničke za vodo se mi je razlila po torbi. Na uri plavanja sem morala splezati na najvišjo odskočno desko. Zdaj pa še mama pripravlja večerjo in nima časa zame. Naj se še tako trudim, da bi svoje misli usmerila drugam. Vse to je bilo preprosto preveč za en sam dan. Mama opazi, da se kujem, zato še sama postane nejevoljna. Večerja ni prav zabavna. A ko pride čas za spanje, mama na srečo pride do mene in se, kot skoraj vsak večer, usede na rob moje postelje, da me stisne k sebi in da malo pokramljava. Danes pa ni ravno tvoj dan, kaj ne? Reče in me poboža po laseh. Naj ti preberem pravljico? Saj veš, pravljice imajo čudežno moč. Le pojdi in izberi tisto, ki si jo danes želiš slišati. Dolgo oklevam pred svojo knjižno omaro. Toliko knjig imam. Le katero naj izberem? To, ki je že čisto raztrgana, ker je bila že tolikokrat prebrana? Ali to, ki je čisto nova in se jo komaj upam dotakniti? To, ki jo znam že na pamet? Ali to, ki me popelje v daljne kraje? To, ki mi v kri nažene toliko strahu, da ostanem brez besed? Ali to, katere glasba mi vzbuja željo po petju? Nikakor se ne morem odločiti. Rada imam vse svoje knjige. Ampak na koncu izberem tisto, ki mi prikliče nasmeh na obraz. Stisnem se k svoji mami in ko začne brati, mi je takoj lažje pri srcu. Nič drugega več ni pomembno, kot le ta najin trenutek. Mamin glas me ponese v pravljično deželo. Pravljica je konec. Mama me tiho vpraša: kakšen je bil tvoj dan? Pomislim torej na vse, kar se mi je danes pripetilo, in ji povem vse o svežini dežja, puščajoči steklenički za vodo, izgubljeni lasnici, padcu med odmorom, trenutkov, ko sem zbrala pogum, da skočim z najvišje deske.
In ko sem prišla domov, je vse prijetno dišalo po večerji, ki jo je pripravljala za nas. Poljubim mamo in ji rečem: ampak najboljši del mojega dneva je pa zdaj. Zdaj, ko se po prebrani pravljici stiskam k tebi. Mama se nasmehne, me zavije v odejo in reče: morda pa bi morali pravljico za lahko noč brati že zjutraj. Tako bi že na vse zgodaj poskrbeli za lepši dan. Morda pa res? Bravo, odlična ideja. Včasih so dnevi naravnost čudoviti in nam gre prav vse kot po maslu. Se pa zgodi, da pridejo tudi drugačni, bolj naporni dnevi. A takrat se spomnimo, da lahko slabo voljo tudi presežemo in uživamo v čudovitih trenutkih. Pija, naj bodo tvoji dnevi polni navdihujočih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Super grozen dan. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Piji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo v družbi volka, ki je, ne boste verjeli, padel iz knjige. Mislite, da bo volku uspelo najti tisto pravo zgodbo, iz katere je padel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O volku, ki je padel iz knjige. Na Zoinih knjižnih policah je bilo natlačenih toliko knjig, da je ena izmed njih nekega dne padla na tla, ven pa je skočil volk iz zgodbe. V knjigi je bil znan kot strašni volk s koničastimi zobmi in kot noč črno dlako. Toda zdaj, ko je bil čisto sam v Zoini sobi, ki je ni poznal, je bilo volka iz zgodbe zelo strah. Najprej je skušal poiskati varen kraj in se zateči pod svojo knjigo, ki se je med padcem postavila v majhen šotor. A kaj, ko je v Zoini sobi dremuhal muc? Ogromen muc, ki si je že oblizoval ustnice. Ne dotikaj se me, mu je rekel volk. V svoji knjigi sem strašni volk, ki se ga vsi bojijo. Morda, je rekel muc. Ampak zdaj nisi v svoji knjigi. Zdaj si v Zoini sobi in to je moje ozemlje. Mjau. Volka je postalo tako strah, da se je skušal vrniti v svojo knjigo. Toda ovca ga je brcnila ven, ker je v zgodbo prišel prezgodaj. Be, kaj delaš tu? Prezgoden si. V tej zgodbi se volk pojavi pozneje. Nas nisi mogel samo pustiti, da bi se v miru napasle. V knjigo je tako skušal priti skozi drugo stran, toda tam so ga ušteli drugi volkovi. Kje imaš pamet, ti buča brihtna? Zdaj si šele prišel, ko je zgodbe že konec? Bravo, vestnost pa taka. Muc se je premikal bliže in bliže volku. Hitro bo moral steči proč. Volk se je tako povzpel po knjižni polici navzgor in iskal knjigo, v katero bi se lahko zatekel. Knjižne police so bile visoke, ravne in strme kot pečina. Skoraj 10krat je padel z njih. Našemu volku je končno uspelo zlesti do najvišje police, kjer je skušal priti v prvo knjigo. Knjiga je govorila o princesi in na strani, kjer je stopil volk, je kralj za svoje dvorjane priredil ples.
Zelo mi je žal, gospod Volk, mu je rekel služabnik. Če želiš ostati v tej zgodbi, se moraš preobleči. Nadeni si kravato in suknjič ali svečano obleko. Svečano obleko, je odgovoril volk. Kaj pa, če me takega vidijo drugi volkovi? Le kaj si bodo mislili o meni? Služabnikom ni preostalo drugega, kot da volka brcnejo iz knjige. Toda zunaj je nanj še vedno prežal muc. Zato je volk skušal priti v drugo knjigo. V tej knjigi je bilo vse zelo čudno. Svet okrog njega mu je bil popolnoma neznan. Za seboj je nenadoma začutil premikanje. Fant moj, je rekel dinozaver, v tej knjigi ne boš mogel ostati. Izbral si napačno časovno obdobje. Zamenjati bi te moral nekdo od tvojih prednikov. Zate je tukaj nevarno. Živali v tej zgodbi so bile gromozanske in nevarne. Niti malo niso bile izobražene. Obnašale so se kot prazgodovinske živali. Zaskrbljen jo je volk hitro odsvoril iz knjige. Mjau, tisto knjigo zapri kar se da močno, mu je rekel muc. V Zojini sobi nočem imeti nobenih prazgodovinskih živali. Volk je naključno izbral še eno knjigo in stopil vanjo. Znašel se je v širnem gozdu. Gozd? To je že bolje, si je rekel. Hodil je dolgo časa. Nenadoma je zagledal majhno, v rdeče oblečeno deklico, ki je sedela na deblu in jokala. Kaj je narobe? Jo je vprašal volk. Zakaj jočeš? Na poti k svoji babici sem. Zanjo imam nekaj palačink in malce masla. Tukaj bi morala srečati volka, vendar ni prišel. Pozna bom, moja zgodba bo uničena, zato jočem. No, tukaj sem, je rekel volk. Jaz sem volk. Črn sem kot noč in imam velike zobe. Če želiš, ti lahko pomagam. Deklica ga je pogledala s solzami v očeh. Bi res to naredil zame? Se ti ne mudi ukaniti 7 kozličkov ali požreti kakšne ovčke? Ne, je odgovoril volk. Časa imam na pretek. Bi šel potem z mano do babičine hiše? Spotoma te bom naučila, kaj moraš reči. Prav. In tako sta se objeta odpravila proti babičini hiši. Na cesti sta se razšla, da bi zabavala otroke. Ne pozabi na preobleko, je rekla deklica. Ne skrbi, je odvrnil volk. Vem, kaj moram storiti. Ja. Bravo, volk, za vztrajnost ter pogum. Namreč v določenih trenutkih smo se tudi mi malce zbali, da ti ne bo uspelo najti tiste prave pravljice. Vse pohvale pa tudi deklici Zoji, ki očitno zelo rada prisluhne pravljicam in zgodbam, saj so njene knjižne police kar šibijo pod težo lepih besed. Z vsakim prebiranjem novih pravljic Zoji bogati svoj svet domišljije, ki jo spremlja skozi življenje ter svoj besedni zaklad. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom O volku, ki je iskal pravljico. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj pravljice bogatijo vaš vsakdan, prinašajo smeh, pogum in toplino v srce. Pošiljam vam pravljični pozdravček. Čau, čau! Bravo, volk, si le našel pravljico. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku.
Današnjo čudovito pravljico poklanjam Lovru in Katarini, ki zelo rada prisluhneta pravljicam. Najlepša hvala. Lovro in Katarina bi želela slišati prav posebno zgodbo, v kateri bomo spoznali razigranega dečka, ki je naravnost navdušen nad igrami z žogo, plezanjem in še marsičem. Nikakor pa ni navdušen nad knjigami. A vse do nekega dne, ko je v šoli doživel neprijetno situacijo. Le kaj se je zgodilo, da je deček postal zelo navdušen nad branjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Lovra in Katarino, ki je nastala izpod peresa slovenske pisateljice Helene Kraljič z naslovom Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Aleš je bil razigran fant. Rad je plezal po drevesih. Rad je tekel za metulji. Rad je brcal žogo. In nikakor ni rad bral. Aleš, poglej, kupila sem ti novo knjigo, mu je veselo povedala mami. Raje bi mi kupila novo žogo, je kotrnjal Aleš. Žog imaš že 7. Tudi knjig imam že dovolj. Ampak vsaka knjiga je drugačna. Tudi žoga je vsaka drugačna. Očka, kam gre sonce po noči? Je hotel vedeti Aleš. Očka je vzel s knjižne police knjigo in začel brati. Zemlja se vrti okoli svoje osi. Zato je ena stran zemlje včasih obrnjena proti soncu in takrat je na tisti strani dan, druga stran zemlje, ki je obrnjena stran od sonca. Igrat se grem z avtomobilčki, ga je prekinil Aleš. Oče je bil razočaran. Tako ne boš nikoli nič znal. Aleš je zamahnil z roko. Ni mi mar. Čez nekaj dni je prišla na obisk sestrična Anita. Ustavila se je pred veliko knjižno polico in z občudovanjem rekla: Wow, kako veliko knjig imaš, Aleš! Res si lahko vesel. Ne potrebujem jih. Ne spodobi se, da bi fantje brali. Vse lahko vzameš, je brezbrižno rekel Aleš. Aniti so se zasvetile oči. Pogledala je Aleševo mami. Ta je sina vprašala: Res hočeš dati vse knjige Aniti? Ja, je važno odgovoril Aleš. Ne bom jih bral, v njih so same neumnosti. Aleševa mami je vprašujoče pogledala moža. Ta je le skrimžil ustnice. Obupal sem. Prinesi škatle, kar naj Anita knjige odnese domov. Jih bo vsaj nekdo prebral. Aniti so od veselja zažarele oči, srce je zaigralo. 3 velike škatle je hitro odnesla na kolo in se odpeljala domov. Še vedno ni verjela, da je imela tako srečo. Doma se je usedla na preprogo in pregledovala svoje bogastvo. Knjiga o vesolju, knjiga o živalih, knjiga o zgodovini, roman o ukradenem medaljonu, knjiga o pravljičnih bitjih, roman o pobeglem čarovniku. Še preden je vse knjige zložila na svojo polico, se je ulegla na posteljo in začela brati. Aleš pa je plezal po drevesih, tekal za metulji in brcal žogo. Knjig ni pogrešal. Pravzaprav mu je bilo všeč, da jih ni več imel, saj mu zdaj nihče več ni težil z branjem. Alešu je bila všeč sošolka Žana.
Veliko se je smukal okoli nje. In bil je prepričan, da je tudi on všeč njej. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Črke je tako nespretno vlekel, da prebranega ni nihče razumel. Učiteljica, bi lahko bral kdo drug? Nič ga ne razumem, je zaslišal prošnjo. Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žaninimi očmi. Ni vedel, kaj naj razbere iz njenega pogleda. Posmeh? Zaničevanje? Morda celo oboje. Ta dan je bil najbolj grozen v njegovem življenju. Osramotil se je pred celim razredom, pred Žano. Takoj po pouku je stekel domov k knjižni polici. Bila je prazna. Mami, se je drl, kje so knjige? Mami je začudeno pogledala. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, je kričal Aleš. Ker si z mami ni mogel nič pomagati, je stekel k očetu v pisarno. Svoje knjige hočem nazaj, je tulil. Oče je presenečeno dvignil pogled. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, se je spet zadrl Aleš. A tako? Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, kaj ne? Je zamrmral oče in se zakopal nazaj v goro papirja. Aleš je živčno hodil po hiši. Kmalu se je odločil. K Aniti grem, ona ima moje knjige. A Anita knjig ni hotela vrniti. Kar se da, se v zlato jamo zakopa, je cepetala, ko je Aleš vztrajal, da so knjige njegove in naj mu jih takoj vrne. Še dobro, da je hrup privabil Anitino mami. Kaj je pa z vama? Takoj nehajte kričati, je zahtevala. Anita mi noče vrniti knjig, se je pritoževal Aleš. Ja, ker si mi jih dal, se je branila Anita. Anita, je spravljivo rekla Anitina mami. Naj si Aleš izbere eno knjigo. Ko jo bo prebral, ti jo bo prinesel nazaj. Prav, je popustila Anita in uporniško dala roke v bok. Če mi jo boš res vrnil. Aleš je pokimal, vzel najdebelejšo knjigo in odhitel domov. Aleš je bral. Vsak dan bolje in z večjim navdušenjem. Kmalu je spet odšel k Aniti. Knjigo sem že prebral, si lahko izposodim še kakšno? Jo je vprašal. Anita je pokimala. Aleš je izbral knjigo in se dobre volje ter žvižgajoč odpeljal nazaj domov. Aleševa starša sta nemo opazovala spremembo. Nič nista upala vprašati, da ne bi česa pokvarila. A bila sta vesela, da sta sina videla s knjigo v roki. Aleš je bral in si pri Aniti sposodil še veliko knjig. Kmalu je ugotovil, da je njihova knjižna polica spet polna. Ni ga zanimalo, kdo je poskrbel za to. Bil je vesel, da bo lahko spoznaval različne svetove, ki se skrivajo med pletnicami. Alešu je bila Žana še vedno všeč. Žana pa se je od tistega neljubega dogodka z branjem držala bolj stran od njega. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne spet poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Bral je lepo in povezano. Ko ga je učiteljica ustavila, da bi bral še kdo drug, je Aleš zaslišal prošnjo.
Učiteljica, bi nam lahko Aleš prebral do konca? Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žaninimi očmi. Zdaj je vedel, kaj lahko razbere z njenega pogleda. Ponos, naklonjenost, morda celo oboje. Aleš je ostal razigran fant. Rad je plezal po drevesih. Rad je tekel za metulji. Rad je brcal žogo. In vsekakor je rad bral. Bravo, Aleš. Branje je sicer res zahtevno, a v besedah se skrivajo marsikatere skrivnosti ter modrosti. Lovro in Katarina, najlepša hvala za idejo o odlični pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Lovru in Katarini, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, bo kar držalo. Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Bravo za pogum in odločnost. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Zari Aši, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljicam. Zara Aša si želi slišati čudovito pravljico o kužku, ki je ostal sam, ko so se njegovi lastniki odpeljali na izlet. Osamljen kuža je taval naokrog in iskal prijatelja, s katerim bi se lahko igral. Srčno upam, da ga je tudi našel. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Zare Aše, nastale izpod peresa slovenske avtorice Tatjane Kokalj z naslovom Pomoli smrček v mojo knjigo. Počakajte, z vami bi rad šel, je zaklical kuža in potisnil smrček skozi reže v visoki ograji. Njegov glas se je izgubljal v prahu, ki se je dvigal za drvečim avtom. Medvedek, punčka, žoga in zmaj z dolgo vrvico so se odpeljali na izlet. Kuža je ostal sam doma. Nihče mu ni ponudil tačke, da bi jo stisnil v slovo. Kar šli so. Kdo ve, kdaj se bodo vrnili? Kuža se je obrnil k hiši z belimi polknicami. Zazdela se mu je žalostna in siva. V njej ni bilo več veselih nežnih glasov, ne mehkih Timovih korakov. Tudi Brinova razposajena pesem je utihnila in Gajin smeh. Vsi so odšli, otroci in igrače. Kuža se je pognal v ograji in iskal luknjo, skozi katero bi zlezel. Hitre tačke ima, ujel bi jih že na prvem križišču. A ni našel izhoda. Bil je sam, med visokimi drevesi in rožami, ki so se naslanjale druga na drugo. Je kdo tu? Je zaklical in odmev mu je vrnil vprašanje. Kdo kriči in me budi iz spanja? Se je oglasil krt, ki je pokukal iz krtine. Nočem biti sam, je povedal kuža. A krt je že izginil v temnih hodnikih in tesno zaprl vhod. Bi se kdo igral z menoj? Je zaklical kuža. Na uho mu je prišla vesela pesem cirkuškega voza, ki je drdral po cesti.
Ustavite se! Je zaklical za njim, a voz je že izginil v daljavo. Nočem biti sam, je ponavljal in klepetava vrana ga je slišala. Kužko ni namenila niti besede. Preplavila ga je skrb. Kako dolgo bo ostal sam? Uro? 2? Ali ves dan? Morda več dni skupaj? Temne sence so se razpotegnile preko vrta. Metulji so zaprli krila, ptice so utihnile. Kuža je prijel glavo v svoje tačke, priprl oči in opazil lučko, ki je brlela skozi reže stare drvarnice. Stekel je bliže in prislonil uho k hrapavi steni. Nekdo je v drvarnici, je veselo pomislil. Razločno je slišal šum, kot bi nekdo obračal strani v knjigi. S tačko je potisnil vrata in vanje hušknila svetloba. Dober večer, Kuža, ga je pozdravil podganjek z očali na nosu. Kuža je stal na pragu in začudeno gledal knjige, ki so v visokih kupih ležale vse povsod. Vstopi, ga je povabil podganjek. Kuža je z repom zaprl vrata in ni vedel, kam bi se dal. Pomoli smrček v mojo knjigo, je preprosto rekel podganjek in potisnil kužku knjigo v tačke. Kuža je prijel knjigo in počasi obrnil prvo stran. Ni bil več sam. Sedel je v topli drvarnici, ob sebi je imel prijatelja in z njim je odšel na potovanje v neznano deželo. Prav zares čudovita pravljica. Bravo, Kuža, za pogum ter vztrajnost. Vse pohvale pa tudi učenemu podganjeku. Verjamem, da Kuža ter podganjek še danes bereta slikanice ter knjige, ter na krilih domišljije velikokrat odideta v pravljični svet. Zara Aša, najlepša hvala za idejo o zelo lepi pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Gobje prigode. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživajte v domišljijskem svetu. Pravličen pozdravček Zari Aši ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Bravo. Bogi, Kuža. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji, ki ravno danes, 9. februarja leta 2026, praznuje svoj 9. rojstni dan. Draga Sofija, vse najboljše in najlepše. Naj bodo tvoji dnevi polni lepih zgodb, iskrivih misli, domišljije in poguma, ter da vedno slediš tistemu, kar ti greje srce. Tokrat bomo stopili v čaroben svet pravljic in spoznali zgodbarko Zalo, ki je živela v stolpu polnem zgodb. A pred njo je bila velika naloga. Kako poskrbeti, da bo prav vsak otrok v mestu slišal svojo pravljico za lahko noč? Zgodb ni manjkalo, a zgodbarka je bila le ena. Le kaj se je domislila zgodbarka Zala? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Sofijo z naslovom Zgodbe iz stolpa.
Nekoč je bil v nekem daljnem mestu stolp, ki je segal do neba. Imenovali so ga zgodbarski stolp in v njem je živela prijazna zgodbarka Zala. Dolga leta je polnila sobe s svojimi čudovitimi zgodbami in nazadnje je bil stolp tako poln knjig, da ga je skoraj razneslo. Kadarkoli si je kateri izmed mestnih otrok zaželel slišati zgodbo, je pred svoje okno izobesil zastavo. Zmajsko zastavo za pravljico, zvezdno zastavo za vesoljsko zgodbo, zastavo z ladjo za piratsko zgodbo in tako naprej. Zgodbarka Zala je vsak dan pogledala z vrha svojega nebotičnega stolpa po zastavah in si rekla: zgodba tu in zgodba tam, in že me nese spet drugam. Pograbila je nekaj knjig, se oddrsala po ograji zavitih stopnic do dna stolpa in odhitela ven. Bila je vedno bolj zaposlena. Vsak je hotel zgodbo. V času, ko se otroci spravljajo spat, je švigala iz hiše v hišo, da se je kar kadilo za njo. Toliko dela je imela, da si sploh ni utegnila oddahniti. Koliko lažje bi bilo, če bi lahko povedala vsem otrokom naenkrat eno zgodbo. Ampak kako? Pa se je nečesa domislila. Tistega večera se je nad mestom pojavil velikanski balon na vroči zrak. Spuščal se je nižje in nižje in se pri tem zadeval ob visoke zgradbe. Ljudje so odpirali okna in kar naenkrat je izpod balona zadonelo. Nekoč v davnih časih. V košari pod balonom je bila zgodbarka Zala z velikim megafonom. Pojdi stran, so zavpili otroci. Budiš nas in poleg tega hočemo slišati zgodbo, kot se spodobi. Zala se je umaknila, ampak je že imela novo zamisel. Naslednjega večera se je na nebu nad mestom zalesketal ognjemet pisanih iskric. Rakete! Ljudje so odpirali okna, žareč ognjen prst pa je napisal na nebo. Nekoč v davnih časih, in prasketa je ugasnil. V zraku pa je vse kipelo in vrvelo in se vrtinčilo. Prosimo te, pojdi, so klicali otroci. Budiš nas in poleg tega hočemo slišati zgodbo, kot se spodobi. Potem ni zgodbarke Zale dolgo dni nihče videl. Otroci so izobešali zastave, nje pa ni bilo od nikoder. V zgodbarskem stolpu pa je bilo zelo živahno. Zala je pospravljala knjige, sobo za sobo, polico za polico. In nekega jutra je skozi mesto priropotal karnevalski voz z živopisanimi trakovi in zastavicami, natovorjen zavitki v pisanem ovojnem papirju. Iz njega je skočila zgodbarka Zala in začela tekati od vrat do vrat. Pri vsakih je spustila v nabiralnik en zavoj. V vsakem zavitku je bila knjiga zgodb in pisance. V njem je pisalo: Prosim, berite to zgodbo otrokom tako dolgo, da jo bodo lahko oni prebrali vam. In tako so vsi ljudje v mestu postali zgodbarji. Zdaj je bila njihova naloga napolniti zgodbarski stolp z novimi zgodbami. Zgodbarka Zala pa se je odpravila v drugo mesto. Zlezla je v košaro svojega balona in odletela, in za njo se je vila sled zgodb v pisanem darilnem papirju. Kako čudovita in navdihujoča zgodba. Zgodbarka Zala nas je opomnila, da so pravljice najlepše širijo takrat, ko jih delimo, in da lahko prav vsak izmed nas postane pripovedovalec zgodb.
tudi vi. Draga Sofija, naj bo v tvojem življenju vedno prostor za knjige, prijazne besede in sanje, ki te ponesejo daleč, morda celo v kakšen čaroben stolp. V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Čudežna moč knjige. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček slavljenki Sofiji in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Zala, odlična ideja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zelo zanimivo pravljico poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Ste že kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi knjige zares oživele? Če bi iz njih skočila pravlična bitja in nas obkrožala z vseh strani. Natanko to se je zgodilo deklici, ki ni marala knjig. Pravzaprav sploh ni vedela, zakaj jih ne mara, saj jih ni nikoli brala. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Nekoč je živela deklica z imenom Mina. Ko bi besedo poiskali v knjigi, bi odkrili, da v starodavnem jeziku sanskrt njeno ime pomeni riba. Ampak Mina tega ni vedela, saj ni v knjigah nikoli ničesar iskala. Sovražila je branje in sovražila je knjige. Vedno in vsepovsod so na poti, je govorila. Temu bi lahko samo pritrdili, kajti pri njej doma so bile knjige vsepovsod. Ne samo na knjižnih policah in nočnih omaricah, kjer jih ponavadi najdemo. Knjige so bile na najbolj neobičajnih mestih, kamor gotovo ne sodijo. Knjige so bile po toaletnih mizicah, komodah, predaljih, skrinjah, kuhinjskih omarah in celo v omarah za obleko. Kupi knjig so bili na posteljah, pod njimi so se šibili stoli. Knjige so se grmadile po stopnicah, z njimi je bil natrpan kamin. Temu ni bilo videti konca. Mama in očka sta knjige vztrajno prinašala domov. Knjige in spet knjige. Knjige sta kar naprej kupovala. Knjige sta si izposojala. Knjige sta naročala iz kataloga. Brala sta pri zajtrku, brala sta pri kosilu in brala sta pri večerji. Kadar pa sta vprašala Mino, ali bi želela kaj prebrati, je zacepetala in zavpila: "Sovražim knjige!" Na vsem svetu je bil verjetno samo še nekdo, ki so mu bile knjige bolj odvratne kot Mini. In to je bil njen muc Max. Ko je bil še ljubka kepica, mu je na rep padel ogromen atlas. Od tedaj je minilo mnogo dni. Toda konica repa mu je ostala ukrivljena kot žica za čiščenje pipe. Vse od takrat si je prizadeval in pazil, da so bile knjige pod njim in ne nad njim. Nekega jutra, potem ko je Mina najprej iz umivalnika zložila vse knjige, da si je lahko ščetkala zobe, je šla v kuhinjo pripraviti zajtrk zase in za Maxa. Splezala je na skladovnico enciklopedij, da je prišla do kosmičev. Nato je odprla hladilnik. Morala je prestaviti kuprevi, da je lahko vzela mleko. Nalila ga je zase in za Maxa. "Max!" je poklicala. "Zajtrk je pripravljen." Ampak Maxa ni bilo od nikoder. Poskusila je še enkrat. "Max!" je zaklicala. "Zajtrk je na mizi." Muc pa kot da ne sliši.
kje bi lahko bil, je ugibala. Pogledala je v banjo in za sušilnim strojem. Pogledala je pod stopnicami. Ozrla se je na steno, ali morda čepi na uri. Toda posod je videla knjige in spet knjige, Maxa pa ni našla. Naenkrat je zaslišala glasen mjav. Stekla je v dnevno sobo. Zagledala je muca, kako nemočen čepi na najvišji skladovnici knjig v hiši. Ena na drugi so se kopičile vse knjige, ki sta jih starša vztrajno kupovala dan za dnem, ona pa se je vztrajno branila, da bi jih brala. Čisto na dnu so bile velike sijoče slikanice iz časov, ko je bila še malčica. V sredini so bili abecedniki in knjige z otroškimi pesmicami. Na vrhu, tik pod stropom, pa so bile zbirke pravljic in knjige napetih pustolovskih zgodb. Na vseh pa se je nabiral prah. Nič ne skrbi, Max, mu je zaklicala Mina. Rešila te bom. Začela je plezati po skladovnici knjig. Sprva ji to ni delalo težav, saj imajo slikanice trde platnice. Počutila se je, kot da se vzpenja po stopnicah. Ko pa je prilezla do knjig z mehkimi platnicami, ji je spodrsnilo na knjigi pesmi. Izgubila je ravnotežje in zgrmela po kupu navzdol. Tresk! Knjige so se razletele na vse strani. Platnice so na široko zaplahutale, listi so zašušteli in knjige so vihraje popadale po tleh. Ko pa so široko razprte obležale, so se začele dogajati nenavadne stvari. S popisanih listov so se usule osebe in živali. Padale so druga na drugo, prekopicavale so se po tleh, da so knjige frčale in so se stoli prevračali. Bili so kraljeviči in kraljične. Bile so pravljične vile in začarane žabe. Pa še volk in 3 prašički in učeni gozdni škratek. Tu so bili škrlatna žirafa in mama gostka s svojim debelinkom, ki je z velike višine treščil na tla, da mu je počil trebušček. Prihajali so sloni, cesarji in avstralski jemuji, palčki in pisana druščina razposajenih opic, ki so uganjale norčije. Toda največ je bilo zajčkov, ki so se trumoma usipali iz knjig. Ni manjkalo ne gozdnih zajčkov, ne belih, ne takih s klobuki. Sredi direndaje je sedela Mina, otrpla od osuplosti. Mislila sem, da v knjigah samevajo besede, ne pa da se v njih prekopicujejo zajčki, je rekla, ko je k njej iz knjige priskakljalo še 6 dolgouščkov. Saj to sploh ni bila več jedilnica. Na mizici je slon plesal na eni nogi in žongliral z dragocenimi porcelanastimi krožniki. Opice so potrgale zavese in jih spremenile v ogrinjala. Zajčki pa so si brusili zobke na nogah mize. Nehajte, je zakričala Mina. Spravite se nazaj. Toda lajanje, kruljenje, ropotanje in štorkljanje je bilo tako hrupno, da je preglasila vsako njeno besedo. Pograbila je najbližjega zajčka in ga poskušala stlačiti nazaj v kuharsko knjigo. Na smrt se je prestrašil, izvil se je Mini iz rok ter zbežal. Odprla je drugo knjigo. Iz nje so sfrfotale 4 račke. Hitro jo je s treskom zaprla. Tako ne bo šlo, je uvidela Mina. Ne vem, kdo je doma v kateri knjigi. Nekaj hipov je premišljala. Že vem, se je odločila. Šla bom k vsakemu in ga vprašala, v katero knjigo sodi. Najprej se je obrnila na neko čudno bitje, ki ga sploh ni poznala. Kdo si ti? Ga je vprašala. A kot antilopa, je žival jezno odvrnila in odpeketala iskat svoj abecednik.
Pod jedilno mizo je našla volka, ki je komaj zadrževal jok. Ne morem se spomniti, ali sem iz rdeče kapice ali iz 3 prašičkov, je tarnal in si brisal moker smrček na mizni prt. Ampak Mina je bila nemočna, saj ni še nikdar prebrala ne rdeče kapice, ne 3 prašičkov. Potem pa se je domislila. Vzela je najbližjo knjigo in začela brati na glas. Nekoč v davnih časih, je začela Mina, za 9 gorami in 9 vodami. Počasi so pravlična bitja nehala skakati, tuliti, žlobodrati, klepetati. Lezla so vse bližje in bližje, da bi slišala, kaj se bo zgodilo. Kmalu so vsi sedeli v krogu okrog Mine in poslušali njeno glasno branje. Ko je prebrala prvo stran in začela na vrhu druge, so prašički v krogu poskočili. To smo mi, so zavpili. To je naša stran, to je naša knjiga. Skočili so iz kroga, se pogreznili v njeno naročje in se izgubili v knjigi. Mina jo je hitro s ploskom zaprla, še preden bi utegnili ponovno pokukati iz nje. Pograbila je drugo zgodbo. Po vrsti je prebirala vse svoje knjige in drugo za drugim so bitja ugotovila, kje so doma. Nazadnje je v sobi ostal samo droben zajček v modrem plaščku. Mina je počasi vzela v roke knjigo. Bila je zgodba o Petru Zajcu. Mogoče pa lahko tega zajčka obdržim pri sebi, je pomislila. Stožilo se je po družbi, sedaj ko so vsi odšli in se vrnili v svoje knjige. Toda drobni zajček je stal pred njo. Nemirno je trzal svojim mehkim smrčkom ter se živčno prestopal z noge na nogo. Neučakano je hrepenel po svojem domu. Tako je Mina z globokim vzdihom odprla zadnjo knjigo. Zajček je skočil vanjo, samo za hip se je zabliskal njegov bel svile in repek in že ga ni bilo več. V hiši je nastala tišina. Max je sedel na knjigah in si umival smrček. Mina je zavzdihnila. Nikdar več ne bom videla teh zajčkov, je zastokala. Potem pa je opazila, da so knjige še vedno tu, še vedno ležijo okrog nje. Na obraz se je prikradal nasmeh. Ko sta tisto popoldne mama in očka prišla domov, nista mogla verjeti svojim očem. Nista pogrešala zaves na oknih. Ni ju motila vse naokrog razmetana razbita posoda. Niti jo niso razjezile obglodane noge mize. Saj je tu, sredi sobe, sedela Mina in brala je knjigo. Ja? Bravo, Mina. Sedaj se je pričela tvoja pravlična dogodivščina. Ja. Knjige so kot ključi, ki odpirajo vrata v svet domišljije in znanja. Včasih se moramo le opogumiti, odpreti knjige in dovoliti besedam, da nas popeljejo na to čarobno popotovanje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico, prav tako kot junaki današnje pravljice. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj knjige bogatijo vaša življenja ter vas popeljejo v čarobni svet. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnete pravličnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam knjižni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Mina. Ja, v knjigah se marsikdo skriva.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav zagotovo nekaj posebnega, saj jo z največjim veseljem poklanjam 4-letni deklici Brini, ki je pravi knjižni mol. Draga Brina, tvoja ljubezen do knjig je nekaj res čudovitega ter navdihujočega. Knjige so kot skrivna vrata v nove svetove, ti pa jih z veseljem odpiraš znova in znova. In tako bomo prisluhnili Brinini pravljični želji, v kateri ima knjiga posebno moč. Moč, da spreminja pravila. Namreč spoznali bomo prijazno zmajčico Ruby, ki zelo vestno sledi vsem zmajskim pravilom. Krade vsem in z nikomer ne deli svojih zakladov. In živali so se tega naveličale in si želele spremeniti zmajska pravila. Jim bo uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Brino z naslovom Zmajska knjiga pravil. Nekoč, pred davnimi časi, je na visoki, samotni gori zelo majhna zmajčica čuvala velikanski zaklad. Ime je bilo Ruby in svojega zaklada ni hotela deliti z nikomer. Mogoče mislite, da je bilo to grdo, ampak Ruby je samo sledila pravilom v zmajski knjigi pravil, kot se za pridno zmajčico spodobi. Pravilo številka 1. Zmaji morajo biti vedno zelo strašni. Ruby je to obvladala. Lahko je prestrašila Gosko, da je perje frčalo naokrog. Malenkost. Pravilo številka 2. Zmaji morajo nakrasti veliko dragocenosti. Ruby se je na to dobro spoznala. Miže je lahko ukradla krono žabjega princa. Pravilo številka 3. Zmaji svojega zaklada ne smejo nikoli deliti z nikomer. Ruby je bila vešča tudi tega. Nihče si nikoli ni drznil približati se njeni votlini. Ampak njeno delo je bilo težko in samotno. Ves dan je morala krasti zaklade in jih vso noč čuvati. Ruby je bila zelo utrujena. Nekega dne je bila skoraj preveč zaspana, da bi šla krast. Potem pa je uzrla zlat odblesk. Pegas, krilati konj, je nabral košaro zlatih jabolk. Ruby jih je morala imeti. Voš! Zviška se je spustila nad košaro, jo zagrabila, zamahnila s krili in že ni bilo več. Sploh ni opazila, da je knjiga pravil padla iz krempljev. Naslednje jutro je Ruby segla po zmajski knjigi pravil, a je ni bilo. Ruby je zagrabila panika. Zmaji so zelo pozabljivi in brez knjige se ni mogla spomniti nobenega pravila. Iskala je zgoraj in spodaj in celo znotraj, ampak knjige ni bilo nikjer. Ruby je zajokala. Samo pridna zmajčica je hotela biti, zdaj pa se ni mogla spomniti, kako se to dela. Če zmajske knjige pravil ni v votlini, je morda zunaj? Vse naokrog bo morala iskati, dokler je ne bo našla. Medtem ko je Ruby letala, so ji po licih drli potoki debelih zmajskih solz. Globoko pod njo so se Goska, Pegas in žabji princ spraševali, od kod vsa ta voda. Še nikoli nisem videla takega dežja, je rekla Goska. Premočilo mi bo krila,
je rekel Pegas. To ni dež, je rekel žabji princ. To so zmajske solze. In medtem ko je reka naraščala, jim je nekaj priplavalo naproti. Zmajska knjiga pravil, je vzkliknil žabji princ. Rubi najbrž išče to. Ampak ta pravila so grozna, je rekel Pegas. Kradi, bodi strašen, tega ji ne moremo vrniti. Pa ji moramo, je odvrnila Goska. Knjiga ni naša. In medtem, ko so tuhtali, kaj naj naredijo, so nanje deževale Rubijine solze in sprale črnilo strani knjige. Zmajskih pravil ni bilo več. Tako se je Goski utrnila zamisel. Popoldne so s knjigo odpluli proti Rubijini votlini. Videli so, da je Rubi doma. Njene solze so drle po gorskem pobočju. Težko knjigo so zvlekli vse do vrha gore. Potem so se nervozno ozirali naokrog in Goska je tiho zaklicala. Živjo! Rubi se je odzvala točno tako, kot so pričakovali. To pa ni bilo lepo, je rekel Pegas. Mar nočeš, da ti vrnemo knjigo? Moja knjiga, je vzkliknila Rubi. Močno jo je objela. A ko je pogledala vanjo, je bila prazna. Moja pravila, vsa so izginila. Preden je spet zajokala, je Goska predlagala. Morda lahko napišeš nova, pomagali ti bomo. Nova pravila? Je vprašala Rubi. Bodo prav tako dobra kot stara? Še boljša, je rekel Pegas. Tako jih je Rubi povabila v svojo votlino in skupaj so sestavili nova pravila. Rubi jih je pazljivo zapisala v knjigo. Od tistega dne je sledila novim pravilom v Zmajski knjigi pravil. Z vsemi je bila prijazna. Delila je vse svoje zaklade. Najboljše pa je bilo to, da se je igrala z novimi prijatelji, kot se za pridno zmajčico spodobi. Kako prisrčna in pomembna zgodba. Zmajčica Rubi nas je spomnila, da se tudi pravila lahko spreminjajo, a le kadar odpremo srce in pomislimo tudi na druge. Deljenje ni izguba, je most, ki povezuje in prinaša veselje. Draga Brina, najlepša hvala za odlično pravljično željo. Naj te knjige še naprej spremlja na tvojih poteh, te učijo, tolažijo, razveseljujejo in ti pomagajo razumeti svet. Tvoja radovednost in ljubezen do knjig sta pravi zaklad, takšen, ki ga je lepo deliti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Objemozaver, prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Brini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Rubi!